Izletniški turizem je čedalje bolj priljubljen način potovanja, ne samo za domače, temveč tudi za tuje goste. Čudovita izhodišča za enodnevne ali dvodnevne ture ponuja prav osrednja Slovenija, kjer lahko obiščemo kar 26 občin. Za naročene skupine je organiziran prevoz z Veselim Janezom, prvim panoramskim avtobusom brez strehe pri nas, ker pa je udoben in varen, na njem radi uživajo tudi otroci. Vaš izlet lahko pričnete v Županovi ali Taborski jami pri Grosupljem. Tisti z dobro kondicijo bodo na ogledu mimo kapniških torb iz jurskih kapnencev, starih 180 milijonov let, prehodili kar 1000 stopnic. V jami je 7 dvoran, kapniki pa so nastali po zadnji ledeni dobi. V globih delih jame je 9 stopinj skozi celo leto. V tistem delu, ki je najbližje površju, temperatura niha od 6 stopinj po zimi do 12 v vročem poletju. Vhodna dvorana, ledenica, je pa sploh znana po tem, da pa celo leto ostane hladna, ker se v njej po zimi nabere mrzel zrak in je tudi poleti recimo ima 3 do 4 stopinje na dnu. Nekaj metrov stran si je možno ogledati ostanke protiturškega tabora Cerovo iz 15. stoletja in cerkev svetega Miklavža. Popotniki pa se radi ustavijo tudi ob bližnji mistični votlini svetega Antona Puščavnika. To je votlinica, ki je naravno že prej obstajala. Anton Puščavnik pa je zavetnik živine in tukaj pravijo ljudje, da se večkrat zberejo in nabirajo pozitivno energijo. Pot se mimo Grosupljega in Višnje Gore nadaljuje do Muljave, znane po Jurčičevi domačiji. Josip Jurčič je svoj pripovedniški dar dobil od svojega starega očeta, ki mu je budil domišljijo s pripovedovanjem ljudskih pripovedk, in tako je nastal tudi prvi slovenski roman Deseti brat. Na Jurčičevi domačiji skozi leto pripravijo več dogodkov. Začenjamo s podoknico pisatelju, in sicer je to 3. marca na predvečer njegovega rojstnega dne. Domača gledališka skupina pripravi kulturni program, no in nato sledi Jurčičeva pešpot iz Višnje Gore do Muljave, torej se tradicionalno na ta dan sprehajamo že vrsto let. Na popotni
potovanju se seveda treba tudi okrepčati. Odlične domače dobrote mimoidočim in organiziranim skupinam nudita tudi bližnji izletniški kmetiji Erjavec in Okoren. Med drugim se ukvarjajo s sadjarsko dejavnostjo. Imamo pa predelavo jabolk v suho sadje, jabolčni sok in kis, marmelade, potem delamo, ribamo jabolka sveže za pekarne, prav tako jih tudi sušimo za pekarne, tako krhlje kot ribana jabolka, kuhamo žganje, iz tega žganja delamo likerje. Vse, kar pridelajo doma, tržijo pod blagovno znamko Dobrote iz Krjavljevih krajev. Tudi pri Okornovih, kjer se s turizmom ukvarjajo že 19 let, prisegajo na domače. Ljudje čedalje bolj povprašujejo po teh zadevah, ne. In ko vidijo, ko grejo po njivah, ko vidijo, kaj raste, da je to 100%, ne, nam ni problem prodati ne krompirja, ne solate, ne česna, čebulo, kar vidijo, zelo radi vzamejo. Nekaj posebnega pa je obisk cistercijanskega samostana v Stični iz 12. stoletja. V skoraj 900 letih so ga dograjevali in obnavljali, tako da je skozi stoletja dobil današnjo podobo. V njem danes biva 17 menihov iz različnih koncev sveta. Za obiskovalce pa pripravljajo različne duhovne vaje. Mislim, da današnji človek po tem stresnem življenju potrebuje trenutkov, ko se zaustavi in se vpraša, kje je, in tako da pogleda svoje življenje pa naredi načrte za naprej, da je to. Na ta način se nam zdi, da menihi lahko današnjemu človeku še največ pomagamo. V samostanu je živel tudi znani slovenski zdravilec pater Simon Ašič. Tik ob vhodu pa si je možno ogledati tudi njegov zeliščni vrt. Le redkim je na voljo še ogled samostanska jedilnica. Pravo doživetje pa vas čaka še bolj v osrčju Slovenije na gradu Vogelšperk, enem najpomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. Za posebno srednjeveško vzdušje že ob prihodu poskrbita prelestna baronica Ana Maksimila, žena Janeza Vajkarda-Valva Zorja in grajski hlapec Jurij. V sobanah se skrivajo čarovniške zbirke, ob spremljavi srednjeveških strun pa vam dih zastane tudi ob originalnih zapisih raziskovalca Valva Zorja, ki je na gradu preživel 20 let.
Kako pomembno je povezovanje v turizmu, se zavedajo tudi na 270 let stari kmetiji Prkrač v Dolu pri Ljubljani. Njihove dobrote so znane daleč naokoli. Slovijo namreč po ekološko pridelani hrani in domači specialiteti, pečeni krači. Turizmu je treba samo paziti. Biti širok, biti razgledan, biti, kaj pa vem. Jaz pa mogoče to prednost, da že 40 let po svetu pa opazujem in vem, kaj ljudem paše. Zelo ponosni so tudi na galerijo z različnimi umetniškimi slikami. Na kmetiji pa med drugim organizirajo tudi konjeniške prireditve in šolo jahanja. V srcu Slovenije, v kamniški občini, se vam ponuja razvajanje v termah Snovik. So najvišje ležeče terme pri nas. Kot prvi v Sloveniji pa so prejeli evropski znak za okolje, okoljsko marjetico za turistične namestitve. Termalna voda blagodejno vpliva na kožo in želodčne težave. Na globini 130 metrov so odkrili temperaturo 30 stopinj in pol, kar je v bistvu manj kot ostale terme, je pa bolj čista, nima nobenih primesi, kot kakšna nafta ali pa železo ali pa ostalih stvari. In se da tudi na sami vrtini piti. Nove dogodivščine pa se nadaljujejo v srednjeveškem Kamniku. Malo kdo ve, da se sredi mesta v eni od dobro ohranjenih srednjeveških meščanskih hiš, stari dobrih 700 let, nahaja svečarna Stele. Svečarska in medičarska obrt sta stari več kot 300 let. V hiši pa je svoj pečat pustil tudi največji slovenski arhitekt Jože Plečnik. Mamljivi svečarski spominki vseh oblik in barv so tudi v prodaji. To so naprave stare več kot 200 let in ponosni smo, da so se ohranile v takem dobrem taki dobri kvaliteti, da še vedno lahko demonstriramo in pokažemo ljudem, kako so se včasih delale sveče. V centru Kamnika se nahaja turistično-informacijski center, kjer mimoidočim vedno radi postrežejo s koristnimi napotki. Dobro sodelujejo tudi z domačini. Naše mišljenje je, da je v bistvu zadovoljen prebivalec mesta in njegov najboljši ambasador in tisti, ki bo delal reklamo in promocijo svojega mesta. In če s tem ozaveščanjem in spodbujanjem povezanosti z mestom začnemo že pri najmlajših, mislim, da je to naša najboljša investicija. Kamnik pa slovi tudi po skopuški grofici Veroniki, ki je davno nekoč živela na Malem gradu. In
Čeprav je mitološko negativna oseba, so jo kljub temu upodobili v kamniškem grbu. Po legendi naj bi se hudo razjezila na 3 revne brate, ki so jo prosili za denarno pomoč, da bi dokončali gradnjo cerkvice. Od silovite jeze je tako močno udarila s pestjo v skalo ob gradu, da se njen odtis vidi še danes. Zarekla se je, da se raje spremeni v kačo, kakor daruje denar. Takrat naj bi se zatresla tla in Veronika se je res napol spremenila v kačo. Pred meščani se je odprla zemlja in Veroniko zavedno požrla. Menda pod malim gradom še vedno čaka na odrešitelja. Ljubitelji stare kmečke arhitekture bodo zagotovo uživali na ogledu Budnarjeve muzejske hiše nekaj kilometrov nad Kamnikom. 350 let stara hiša je spominsko varstveno zaščitena in preurejena v muzej. Sama hiša je bila prvotno nekoliko manjša, imela je pa 2 glavna prostora, to je črna kuhinja in pa hiša oziroma ta glavni prostor. V črni kuhinji je bil več ali manj prostor za ženske, kjer so kuhale, tako da imamo še vedno na ogled, se da videti ta stara orodja, od burkelj do loparja za kruh in tako dalje. V prostorni hiši je krušna peč, nasproti bokovega kota, pa se boste lahko vedno greli ob topli peči. In če potujete po teh krajih, je izjemna izletniška točka tudi Velika planina, ki se bohoti nad Kamnikom. Pravijo, da je ena najbolj ohranjenih pastirskih naselij v Evropi. Ni poznana le po pohodništvu, temveč je priljubljena tudi med smučarji. Velika planina omogoča dostop z večjih strani. En od teh je torej dostop z nihalko in naprej sedežnico. In v tem delu smo v letošnjem letu začeli s prenovo, torej strojnice. V naslednjih letih se bodo prenavljale zgornje postaje. Upam, da tudi hotel na Veliki planini. Ohranjamo pa to, kar pravzaprav imamo. Nekih večjih posegov v prostor ne bo, bomo pa poskušali obdržati in prenoviti objekte, ki so zdaj v tem času resnično že v zrelih letih. Upam, da v nekaj letih uspemo center prenoviti. Pod Veliko planino v Kamniški Bistrici pa vas čaka še eno presenečenje. Tu se nahaja prva slovenska žganjeteka z masivno leseno mizo, kjer imajo na pokušnji
višino 150 vrst žganja iz cele Slovenije. Žganje v Sloveniji je še premalo poznano. Vsi nekako kuhamo ta žganje, vsi ga imamo doma, vsi vemo, da obstaja, ampak noben pa ne ve, da obstaja toliko različic. Imamo zelo dobro žganje od likerjev do močnih žganj in čar te žganjeteke je, da ljudje pridejo sem in spoznavajo okuse naših žganj, naših domačih, od Primorske do Gorenjske, Dolenjske, Prekmurja, imamo od orehovcev, smrekovega likerja, borovega likerja, grape, brinjevcev, borovničk. Poleg tega Matjaž Jug upravlja še s posebnim ekološkim glamping kampom, ki v sezoni sprejme do 20 ljudi. To je majčkeno bolj, kako bi rekel, glamuren kampiranje in to so čisto obične lesene hiške, v kateri ima noter 2 jogija, postelino in pa svečko. Tako da so to res taka natur bivanje v naravi. Ogled osrednje Slovenije lahko zaključite v Smedniku, kjer se na 64 hektarjih razprostira prestižno golf igrišče z 18 luknjami. Odprli so ga leta 2009, želijo pa ga približati vsem gostom, ne samo golfistom. Smo uvedli program Slovenija igra golf, kjer pravzaprav hočemo pokazati, da golf ni nek prestižni šport, tako kot je še vedno v glavah vseh Slovencev, ampak da je pravzaprav ta zadeva dostopna, da stane toliko kot pa smučarija ali pa celo manj in da pravzaprav danes lahko golf igra vsak in je seveda tudi so vsi tudi dobrodošli. Po preizkusu patanju, kot se imenuje igranje, vas bodo z odličnimi specialitetami razvajali v restavraciji Evergreen tik ob golfišču. Narejena je iz lesa, saj so lastniki želeli, da se zlije z zelenim okoljem, v katerem se bodo gostje počutili čim bolj naravno. Poleg specialitet postrežejo tudi z vrhunskimi vini. Zdaj smo Evergreen restauracija zgodbe Kaval Grupa, del tega prekrasnega igrišča golf, pa vendarle smo odprti tudi za zunanje stranke, zunanje obiskovalce. Tu je veliko kolesarjev, pohodnikov iz Šmarne gore in želimo, da bi bili razvajeni do konca in čez ne samo golfisti,
ampak tudi tule domačini, okoliščani ali pa Ljubljančani ali pa tuji obiskovalci. Brez dobrega vodiča ni dobrega izleta, pravijo. In vsi izleti so doživetje zase. Vsako vodenje je nova pustolovščina. Ne glede na to, koliko let človek to delo opravlja, vedno občuti neko novost. Vedno je presenečen, da na koncu pride sam do nekih novih spoznanj. Se pravi, ko se na turo pripravljaš, večinoma razmišljaš, kaj boš podal, kaj boš ti nudil, ne? Ampak potem presenečeno ugotoviš, da v teku izleta, da v teku samega dogajanja te gosti sami spodbudijo v neke smeri, ki jih sam pravzaprav niti nisi pričakoval. Osrednjo Slovenijo skupaj z Zavodom Turizem Ljubljana promovirata tudi Center za razvoj Litija oziroma Zadruga za razvoj podeželja Jarina iz Litije. Produkte tržijo pod skupno blagovno znamko Srce Slovenije, ki pokriva 13 občin. Želijo si izboljšati prehranske navade v teh krajih, kjer narava ni skoparila. Predvsem pa približati vse kulturne bisere. Seveda pa te velike spomenike ne želimo na nek klasičen način predstavljati, ampak z dodatno vsebino, ki dopolnjuje neko turistično ponudbo, to se pravi je nadgradnja nekega klasičnega turizma. Osrednja Slovenija ponuja še veliko več, kot smo vam uspeli predstaviti. Prepričani smo, da boste na vašem potepu, naj bo za dan ali dva, odkrili še veliko več. Pa srečno pot!